Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo se približuje zaključku prve faze. Po 15 letih prizadevanj se zelo veselimo, da bomo lahko raziskovalce preselili iz kontejnerjev, v katerih so bivali. Izgradnja biotehnološkega stičišča pomeni za Nacionalni inštitut za biologijo, za Slovenijo pa tudi regijo zelo velik napredek. Področja, s katerimi se ukvarjamo, so varovanje okolja, ekološke študije, biotehnologija, od zdravja, zagotavljanja varne hrane, preskrbe s hrano, zdravil, področje medicine. Tako da vsa ta področja, ki jih obvladujemo, bodo dobila nov zagon. V novi stavbi bomo tudi začeli popolnoma nove tematike, kot je na primer celična imunoterapija, razširjali obstoječe, kot je recimo eDNA, raziskave zraka, vode, zemlje, poleg organizmov seveda, nove študije evolucije, tako da v vsakem pogledu pomeni to izjemno pomemben korak. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo smo v novembru, se pravi v začetku novembra, izvedli tehnični pregled, na katerem je bilo sicer ugotovljeno nekaj pomanjkljivosti, ki jih mora glavni izvajalec še odpraviti, in s tem bo nekje, računamo, v sredini decembra izdano uporabno dovoljenje za prvo etapo gradnje. Prva etapa gradnje je bilo pravzaprav zahtevnejši del celotne gradnje, in sicer zaradi tega, ker je bilo treba v sklopu prve etape zgraditi bistveno več laboratorijev, kot jih bo v drugi etapi. V sklopu druge etape bo poleg laboratorijev, ki jih je sicer, tako kot sem rekla, bistveno manj, bodo zgrajene predvsem pisarne, čebelnjak na južni strani objekta in pa seveda dokončana zunanja ureditev. Morda še ena zahtevnost izvajanja te investicije, in sicer mi smo tukaj postavljeni v precej okoljsko občutljivo območje. Na eni strani imamo japonske češnje, temu se je projekt, ki je bil narejen leta 2014, potem v celoti podredil in je bila narejena sprememba projekta, tako da se praktično vse češnje, razen dveh, ki so bile odstranjene, ohranijo. In letos pomladi smo po izvedenem temeljenju tudi videli, da je pravzaprav izvajalec zelo lepo poskrbel za zaščito teh češenj, ker so vse zelo lepo cvetele. Na drugi strani pa imamo v tem severnem delu, predvsem v severnem delu, mokrišče. To se pravi tudi en habitat, ki je zelo občutljiv in je bil posebej zaščiten, in tudi v poročilih, ki nam jih pripravlja Herpetološko društvo, je bilo izkazano, da pravzaprav nekih bistvenih sprememb, ki bi bile posledice gradnje, v tem delu ni zaznati.